Beletrina v živo. Pozdravljeni. Danes bomo v Beletrini v živo, zelo v živo in skoraj zelo od blizu govorili z Goranom Vojnovićem, princem slovenske literarne scene, kot se je izrazil moški za kamero, Marko. Si princ, Goran Vojnović? A si že kralj? Veš, da se ne počutim nekad princ, nekad kralj, ne, tako da... To ti celo verjamem, ne, v teh časih. Me malo skrbi, da me drugi tako vidijo, no. Tako da bo... In to moški, ne, zanimivo. Se bo malo po moje pogovorila. Tukaj je mečkano nekaj zavidanje nečesa, plus, ne, to si tako kot rock zvezda, no, to je bil v bistvu namen tega uvoda. Goran Vojnović je, ko se je 2008 pojavil s prvencem Čefurji Raus, pravzaprav tako vrtoglavo se vzpenjal in pri kritikih, in pri bralcih, in pri bralkah, dobil vse nagrade, kot nek meteor, ne, in dobil status zvezde. Ne. In od takrat naprej, Goran, čisto vsak tvoj roman ima vse mogoče kritiške pohvale, vse mogoče literarne nagrade, tudi tvoji filmi so pri občinstvu super sprejeti, pri kritikih mogoče kakšen malo manj, ne. A je malo zoprno, se vsaj malo počutiš krivega za to, da si na nek način vzpostavil toliko zavisti v tem prostoru? Pa le, če bi jaz razmišljal o zavisti, ne vem, če bi me to motiviralo, da naprej pišem. No. Jaz bolj razmišljam o teh bralcih oziroma bralkah. Mislim, da me berejo večinoma ženske. No. Res? Mislim, da ne samo mene, jaz mislim, da večina bralcev je ženskega spola, bom rekel. Ne. Hvala Bogu za ženske, ne? Ja, in jaz moram reči, da pa predvsem... Pa kupujejo tudi ženske, teh raziskav sicer nimam, ne, ampak... Mislim, bi rekla, no, jaz vidim po literarnih večerih svojih, ne, po nekih stikih, pa tudi po pogovorih z založniki, ne, da literatura, knjige, ne, so nekaj, kar veliko bolj privlači ženske. Ne, moški nikoli za to nimajo dovolj časa, vedno imajo kakšne druge opravke, nimajo tega potrpljenja, ki ga zahteva dolgotrajno sedenje. Ne. Tako da časopisi, novice, družbena omrežja nekako jim bolj ustrezajo, televizija. Ne. Ta medij, ne, knjige, ne, ki sploh v tem času je dosti tak arhaičen, ki zahteva neko res pozornost in to, da odmisliš ta zunanji svet in vse druge dražljaje. To mislim, da ustreza predvsem bralkam in to večinoma starejšim. No, jaz moram reči, da že od prvega Jaz to ne bom več poslušala. Tukaj si zato princ, ne, literarne scene, da vzpodbudiš mlajše generacije, za katere imam upanje, da bodo začele posegati po tej arhaični formi, ne, kakršna je papirnata knjiga, tudi zato, ker se bo to nenadoma zdelo malo bolj magično, malo bolj retro, ne, hipstersko, upam, ne, seksi. No, vse, ampak jaz bi prišel do tja, no, sicer mogoče malo prepočas zate. Ne samo zame, za digitalni medij prepočas, ne, nažalost. Ok, bom pohitel. No. Jaz mislim, da tako sem si jaz razložil v bistvu tam svoj uspeh Čefurjev, ne, recimo, če zdaj ostaneva pri Čefurjih, ne, da v bistvu je pa a priori nagovarjajo sicer mlajše, ne, ampak je uspel nagovoriti tudi to tradicionalno občinstvo in je nekako združil različno publiko. Ne, in to je bil v bistvu uspeh te knjige, da je dejansko pritegnila ta knjiga v bistvu zelo različno bralno populacijo. Ne. In jaz sem mislil sicer na začetku, da bo to brali res, ne, moji sosedje na Fužinah, neka moja generacija, ki je poznala ta svet. Ne. Ki se bojo hoteli videti, kaj je res noter, pa kaj ni, kaj sem prav napisal, pa kaj je narobe, ne, da me bojo tako nekako preverjali. Ne. In potem sem pač šel Metliko na literarni večer in sem pač govoril o tej knjigi 30 upokojenkam. Ne. Zanimivo, ker ta knjiga je veljala prav za nekaj, kar je prišlo v osnovne šole, ne, na gimnazije, do tistih dijakov, ne, in dijakinj, ki so zelo redko prijeli knjigo v roki. Ja, ampak v bistvu je pa na nek način nagovorila tudi to radovednost te, bom rekel, starejše populacije, ne, literarne, kjer jim je omogočala pa vstop v nek drug svet. Ne.
njihova radovednost na nek način je potešila. Ne? To je bilo popolnoma drugače od tistega, kar so sicer brali, ampak še vedno jim je pa omogočala nek vstop nekam, ne? Kamor drugače niso mogli vstopati. Ne? Ja, ni bilo to njim tako blizu kot kakšen bralcu, ki je to živel, ne? Ni tudi jezik, jim je bil seveda bolj tuj. Mislim, jaz sem slišal tudi kakšne, ki so 3-krat probavali to knjigo prebrati, pa je niso mogli. Pa so na polovici odnehali, pa so, ne vem, rekli, da niti slučajno tega ne bodo brali, pa so na koncu prebili, pa so prišli pol na literarni večer. Kaj bo šele, ker v bistvu smo pa mi tukaj, se oproščam, ker spet hitim, zaradi nove knjige, ne, ki je ravno kar izšla pri Beletrini. Đorđić se vrača, se pravi, po vseh teh knjigah, romani, ki so dobili Kresnika, se zdaj nas končno presenetil, razveselil z nadaljevanjem Čefurji Raus. Ja, in ta Marko Đorđić, naj pa tudi povem, da sem se jaz takrat, pač zgleda te upokojenke, o katerih si omenil, tudi jaz sem se takrat dobesedno zaljubila v ta literarni lik, ne, in sem toliko bolj pričakovala, ne, kaj se bo z Markom Đorđićem zgodilo. Najprej samo to, zakaj si se sploh odločil za nadaljevanje? Te je preganjal Marko Đorđić v sanjah, te je mučil, da pač napišeš, izpišeš to zgodbo? Pa da, res v bistvu nikoli nisem zaključil zgodbe z nobenim od svojih likov. Ja. Malo zato, ker so se z mojimi knjigami pač dogajale stvari od prevodov do gledaliških uprizoritev, filmskih upodobitev. Skratka, ves čas so te liki, so me silili, da jih na nek način znova premišljujem. Ne? In v bistvu Čefurji Raus v bistvu se še vedno trenutno prevaja v nemščino in mi vsake toliko prevajalec pošle en tak dolg seznamček nekih pojmov in besed, ki naj mu jih pomagam razložiti in potem moram seveda tudi jaz sam sebi to je bilo krivo, ker prva knjiga živi skozi, imaš ti konstanten stik z Markom. Na srečo, ne, ker to je v bistvu nekaj, kar si res lahko samo želiš. Ne. Ta knjiga v bistvu in vse moje knjige na nek način še vedno živijo. Ne. In z njimi tudi te junaki. Ne. In jaz v bistvu takrat, ko so me po izidu te knjige ali pa tudi malo kasneje vedno spraševala, bo nadaljevanje, ne, ker marsikomu se je zdela zgodba nezaključena, sem se rekel, sem rekel ne, direktnega nadaljevanja, da bi zdaj se ta knjiga nadaljevala tam, kjer se je prva končala, ne bo. Ne. Sem pa vedno nekje dopuščal možnost, da se bom nekoč v prihodnosti vrnil. Ne. Nisem mislil takrat resno. Ne. Tudi če bi me takrat res tako resno vprašal, a verjameš, da se boš vrnil, bi rekel, never say never, ampak po mojem, da ne. Ne. Ampak potem pa me je v enem trenutku zagrabili, ne, da mogoče so pa te liki, ta njihova zgodba, ta njihov svet, v bistvu, ta jezik Markov, ne, v bistvu nek način, na katerega jaz lahko neke stvari, ki jih trenutno čutim, ne zdaj v tem trenutku, to ni roman o pandemiji, ampak v zadnjih letih, bom rekel, čutim glede tega, kam gre ta naš svet, kaj se z njim dogaja, neko moje razočaranje lahko na ta način izrazim. Ne. Zdaj se mi je v bistvu od začetka, da bo to neke vrste satira, neki med literaturo in publicistiko, skratka, neki med tem, kar delam, ko pišem kolumne za Dnevnik in za druge medije, in med tem, kar sicer pišem, da bo to nek polroman, bom rekel. Ne. Aha, to je bila prvotna ideja. Ja, tako se mi je zdelo, da bo to ena taka družbena kritika, spet bolj zabavna kot cele regije, ne, pravzaprav moramo povedati. Ja, ampak polk enkrat not padeš, ne, ko si enkrat nazaj v tem svetu ugotoviš, da pač ne bo nič iz tega, da bi bil to polroman, ampak da pišeš v bistvu nekaj zelo resnega. Ne, da pač si dejansko me je v bistvu pol ta svet posrkal vase, ne, ker je pač en od mojih svetov to, ne. Jezik je pravzaprav tukaj ta magični element, skoraj šamanski element se zdi, ne, glede na to, da je že prvi roman pravzaprav se zapisal ta literarni zemljevid prav zaradi tega, ker je čefurščino uvedel kot literarni jezik. In zdaj v tem romanu je pa ta jezik, ta bosanščina, hrvaščina, slovenščina, nek tak regijski esperanto, še bolj radikalen, tako da se bojim celo, da ga te generacije ne bodo dobro ujele, ne? Te čist najmlajše. Ne?
Zelo drzen pristop z jezikom, veliko bolj radikalen kot pri Čefurji Raus, se mi zdi. Ja, mislim, ne vem, ti uporabljaš pa ne samo ti to besedo radikalen. Meni se zdi, da pač zgodba sama se dogaja, pač en velik del zgodbe se dogaja v Bosni, ne? In zaradi tega visokem, no, dajva povedati, visokem, pa v Bijeljini, pa mislim, v marsikje še, no, ampak hočem reči, Marko je živel 10 let v Bosni, ne? Če bi jaz šel nekje zasledovati nek realizem, bi on verjetno že zelo slabo slovensko govoril, ne? Tako da že v bistvu na nek način jezik je bil kompromis, ne? In ja, mislim, jaz sem se zelo veliko pol ukvarjal na koncu, zadnja roka tega romana je bil v bistvu en jezikovni, bom rekel, pregled, kjer sem probal ta jezik na nek način vseeno približati slovenskemu bralcu, ne? Ker prvič, ko sem pisal, mi je v bistvu bil bolj, sem poskusil, na začetku sem sploh hotel ugotoviti, a jaz sploh sem še zmožen v tem jeziku pisati, ne? Oziroma, in si kar pisal v tem jeziku, mislim, enostavno ti je teklo v tem nenavadnem jeziku. Ja, mislim, ker takrat, ko sem jaz to pisal, sem bil star 26 let, ko sem pisal Čefurji Raus, ne? In mogoče nisem več govoril, ampak je bil ta jezik že zelo živ, ne? Skratka, živel sem še vedno na Fužinah, še vedno sem bil v stiku z ljudmi, ki so ta jezik, recimo vsakodnevno govorili, nekje v ušesu sem ga imel in takrat sploh njim, takrat je to bilo enostavno kar bruhali iz mene, ne? Zdaj, jaz že dolgo nisem na ta način v stiku s tem jezikom, ne? In, ravno toliko časa, kot Marko Đorđić, oziroma seveda, še dlje, ne? Zato mi je zanimivo, da si pisal njem. Ampak dejstvo pa je, da pač, ko enkrat odživiš toliko časa v nekem jeziku, ne, ga težko kar pozabiš, ne? In v bistvu ni bilo tako, da bi kar, ko sem začel pisati ta jezik, že bil neka končna oblika, kot je bilo recimo pri Čefurjih, ne? Ker pri Čefurjih zelo malo je bilo potem predelovanja, ne? Tu sem mogel vseeno veliko več truda uporabiti, ampak sem videl, da pa imam to v sebi, da nekje, predvsem pa, da me veseli, da me to, da povleče neka čustva ven ta jezik, da me zabava, da pripelje s sabo tudi neki duhovitosti, sam jezik pač se mi zdi dosti duhovit in te nekako sili, da si tudi potem ti kot pisatelj duhovit, ne? Da v bistvu tudi, ko pišeš o najtežjih stvareh, ne? In to se mi zdi najboljša plat tega jezika, da tudi, ko pišeš v bistvu dramo, ne? Lahko je ves čas, v bistvu v jeziku je ves čas duhovito, lahko je kruto, lahko je zelo brutalno v nekem, so neke stvari povedane, hkrati je pa vedno lahko tudi duhovito, ne? In v bistvu je to neka igra, v kateri sem že takrat užival, ne? In sem v bistvu zdaj poskušal ugotoviti, ali bom spet, ne? In sem, ne? In to v bistvu bil pol, se rekel, ok, to bom napisal, ne? Ker prvič, ko sem jaz napisal prvih par poglavij, je bilo bolj en eksperiment, da vidim, a se mi to sploh ljub pisati, a sem jaz to sposoben pisati, ne? In potem sem jih napisal in sem rekel, ok, sem, ne? In potem sem se v bistvu šele resno lotil in razmisleka o sami zgodbi in kaj v bistvu želim. Ampak dejstvo je, da pač je nekaj me je zagrabil, da sem se vrnil k tej zgodbi. A imaš rad tega Marka Đorđića, ti je blizu? Jaz se spomnim, ko sem delala prvi intervju leta 2009 za Sobotno prilogo s tabo, sem ves čas pričakovala, da bo iz mojega sogovornika skočil ven vsaj mal ta divji, mal enfant terrible, Marko, ne, sem pa dobila zelo uglajenega, olikanega, mladega fanta, genialnega sicer v svojih domislicah, ampak vendarle zelo zadržanega. Zelo zadržanega. Okay, ja. Ne, nisem jaz Marko Đorđić, ne, to zdaj že vemo, to zdaj že vemo, ne, ampak imam pa nekaj tega, nosim v sebi, zdaj, odkje, kako, ne vem, ne, ali je to zdaj prostor, ali je to nekje, ali so to kakšni geniji, ali je to neka izkušnja, ki jo imam, ne, ali je to neka potlačena osebnost, ki nikoli nisem pustil, da na v resničnem življenju zaživi, ne, to ne ve, in jo pač na nek način izživljam, ne, to divjost, ne, na nek drug način, ne. Ja, hvala Bogu, zdaj imamo še mi kaj od tega, ne. Ja, mislim, da je tako boljš, kot da bi jo izživljal kakšen drugače, ampak dejstvo pa je, da jaz pol, ko pišem, uživam v tem liku, ne, in zdaj se mi zdi, da sem še bolj užival, zato ker ta lik se je razvil, ne. Če je bil v prvem delu v bistvu nedolžen, ne, tako karkoli divji, nek nedolžen
fant, ki ga je bilo zelo zlahka imeti rad, ker je neko surovost tega okolja združil z neko svojo blazno občutljivostjo. In tudi nič tazga še ni uspel narediti, zaradi kar bi mu lahko resno zamerali. Zdaj v bistvu v tej zgodbi to ravno zgodba o tem, kaj se zgodi s takim človekom po 10 letih življenja v nekem s travmami, z tudi revščino, z nekimi bolečinami v zaznamovanem prostoru, razklanem na vseh možnih nivojih. In ta lik, mislim, da je dosti bolj, saj meni bil dosti bolj zanimiv v tem, ker in tu se mi zdi, če je kaj radikalnega, ravno v tem, kako združuje v bistvu in to svojo neko vseeno občutljivost in zmožnost, da razume in vidi svet z vsemi temi v bistvu predsodki, temi grdimi čustvi in tudi z dejanji konec koncev tega sveta, v katerem živi. Morda Goran sam toliko, da bi za tiste, ki pa vseeno niso tako zaljubljeni v Marka Đorđića, povedala, da se Čefurji Raus končajo tako, roman konča tako, da ga zaradi slabe družbe pa zaradi nasilja nad voznikom avtobusa, tisti je kar pretresljivo, tam ni bilo dobro, da je bil Marko zdraven, oče pošlje k sorodnikom visoko, odkoder je tudi oče Goranov, in da bi nekako ga iz te slabe družbe, da bi se tam nekako našel, se pa zgodi ravno obratno. Poslati nekoga v Bosno v tem času, da bi se našel, ki je bila popolnoma razdeljena, tako kot si rekel, in ranjena od vojnih travm in nacionalizmov. Zakaj si mu pa kljub vsemu namenil kot kreator tako nekako tragično pot temu Marku Đorđiću? Je bil samo orodje, s katerim si hotel pokazati ta makrosvet, te travme, s katerimi je prežeta naša regija, celotna, da si ga iz Fužin v bistvu vrgel v eno večjo džunglo, bom rekla. Ja, mislim, svet Fužin je v bistvu relativno nedolžen. Problemi, s katerimi se je Marko Đorđić srečeval pri svojih 18 letih na Fužinah, bil je pretep voznika avtobusa, bilo je nekaj nasilja, bile so neke droge, neki vandalizem, ampak nič zelo usodnega. Vse to ne pelje nujno v prepad. In tudi, če bi po prvotnem načrtu, ki sem ga jaz takrat imel, oziroma ki ga je oče Marka Đorđića Radovan imel za sina, skratka, da gre za nekaj časa v Bosno in se potem vrne, kot v eno komuno, da se očisti vsega nepotrebnega, kar nosi v sebi, bi se verjetno njegova zgodba čist v redu išla. Pač tam se seveda nekaj zaplete in Marko ostane v Bosni, zaradi ljubezni, zaradi nekih drugih okoliščin. Pa ja, jaz sem v bistvu, to me je zanimalo. Ni me zanimalo, kaj se zgodi človekom, ki se po 3 mesecih vrne v Slovenijo. Konec koncev moji romani, drugi romani govorijo o ljudeh, ki živijo v Sloveniji od rojstva do odraslih let. Skratka, likov, ki prebivajo v Sloveniji in tu. Tako kot sem rekla, je bil Marko Đorđić orodje, da je Goran Vojnović povedal, kaj si v resnici misli o tej situaciji, in to z zelo spet radikalnimi prijemi. Jaz sem vmes se zalotila, ko sem brala ta roman, ki je bolel, ki je tudi duhovit, ki je v bistvu tudi grozljiv, ker tudi jaz mislim, da poznam Bosno, in je bila to, kar sem brala, obraz tiste Bosne, ki jo ne želim poznati. In me res zanima, kako si se v tem času neke politične korektnosti in samocenzure odločil, da si v bistvu tako, da prekršiš vse jezikovne in pojmovne in vse druge tabuje. To je verjetno odločitev za Marka Đorđića. Marko Đorđić ne more biti politično korekten. Marko Đorđić pač je iskren. To je bilo njegovo glavno orožje
pri razumevanju sveta in obračunu z njim in pri tem, da je v bistvu se dotaknil bralca, je bil, v bistvu, da je bil iskren. Ja. Ko je govoril o dobrih stvareh, ko je govoril o slabih straneh, ko je govoril o takšnih in drugačnih. Tisto, kar nam je bilo všeč, pa tisto, kar nam ni bilo všeč. Meni se je zdelo, da v bistvu samo s takim jezikom lahko v bistvu res nekako prikažeš tisto plat zgodbe, ki ne samo, da jo ti nočeš vedeti, jo jaz nočem vedeti, pa je tudi Bosna sama o sebi noče vedeti te zgodbe, ne, ki v bistvu nekje ves čas nekje prekrivamo z neko drugo zgodbo, ki je seveda duhovita, zabavna, polna nekih izjemnih dosežkov na umetniškem področju. Skratka, Bosna seveda nima samo te žalostne, tragične zgodbe, ima konec koncev Oskarje, nove nominacije za Oskarja, skratka, en svet, ki je blazno bogat, ki nam je vsem všeč, v katerem se da blazno uživati, če ga pač obiskuješ vsake toliko za nekaj časa. Za festivale sploh. Za vse festivale, ima neke naravne lepote, ki so osupljive. Ne? Skratka, ima neko, še vedno tudi dosti nekega duha, ki ga lahko nekje vidiš, ne? In ki nekje ves čas nekje skuša zakriti tisto, kar se dogaja. Ne? A lahko, Goran, mogoče sem tako spet, da se bodo bralke in bralci predstavljali, mogoče bi ti prebral? Bo lep zvenelo, ne? Kot Marko Đorđić. Tlele sem samo en odlomek, recimo, da si bomo predstavljali ta jezik, lahko tudi karkoli lahko prebereš, vidiš, da sem naredila nalogo. Ker je ta Bosna v kurcu 3-krat večjem od teh piramid. Ker Bosna sploh ni država, ampak je samo prostor, na katerem po nesreči živijo ljudje. Ma niti ne živijo, ampak samo so. In eni so oblečeni v delavce, drugi v taksiste, tretji v policaje, četrti v politike in tako dalje, ampak vse to je samo maskenbal. Noben v Bosni ni zares to, kar ti misliš, da je. Vse je samo predstava. Noben policaj ni zares policaj, noben politik ni zares politik. No, hitro se je končala, več, ker jaz skrbim. Ja. Nise ti dal več tipkar. To pa ni res, če bi videl, kar sem se jaz pripisala s tvojega romana. Ne, pa tudi to Alma z bombo v očeh je bila še ena Alma, ki je nisem poznal. Alma, ki sem bil super, ker nisem bil žalosten. Hočem samo, da bi zdaj s tem pogovorom tudi nekako povedala, da se ta Marko sooči s temi najtemnejšimi stvarmi v tem prostoru. To, kar so se tvoji junaki soočali tudi v Jugoslaviji, ne, moji deželi, oziroma seveda tudi v Figi. Skratka, kaj je tisto, ti hočeš raziskovati travme in bolečine svojih prednikov, da bi bolj razumel, kaj se nam zdaj dogaja. Ne? Je to ena od tvojih teh poti? Ne? Ja, mislim predvsem tisto, kar se zdaj dogaja, pa kar mene najbolj zadeva, je v bistvu ta Bosna, ki odmira. Ne? Sarajevo nikoli ne bo na ta način umrlo, ampak bodo pa odmrla neka Sarajevo, temu konec koncev Miljenko Jergović pa še marsikdo piše, neka Sarajeva, ki so jih neki ljudje poznali in ki so zanje obstajala. Ne? In to se mogoče na površini ne bo videl in je tudi težko vidno. Ne? Nekje na podeželju, ne? In tega podeželja v Bosni kar precej, pa je to zelo vidno, ne? Kako v bistvu svetovi izumirajo, kako posamezne vasi, kako deli nekih svetov izumirajo. Ker v bistvu proces etničnega čiščenja, ki ga je začela vojna, se ni končal. Ne? To je v bistvu kot rak, ki se v bistvu širi. Ne? Z neko, Dayton je bil ena zelo agresivna, bom rekel, kemoterapija, ki je malo počasnila ta proces, ampak potem je to samo se nadaljevalo in se še nadaljuje. Dejansko pač kjerkoli je neka izrazita večina, ne, obstaja etnična, ne glede na to, ali je to srpska, muslimanska pa hrvaška, ne, počasi izriva vse manjšine okrog sebe. Ne? In to se dogaja. Ne? In zdaj, jaz sem pač vzel to zgodbo iz Visokega, ki je pač specifična, ne? Tam so večina muslimani, manjšina so Srbi pa Hrvati, ne? Ampak mislim, da je čisto isto, ne? In to pač kdorkoli Bosno pozna, ali pa še bolj kruto na kakšnih drugih koncih. Ne? In to se da v bistvu opazovati s prostim očesom, ne? Kjer v bistvu lahko, mislim, kjer v bistvu gre za odštevanje ljudi, ki so še tam, ki so neka manjšina, ki so bili včasih predstavljali, ne vem, 20-30% neke populacije, ali pa tudi polovico, ne, in ki jih je zdaj, ne vem, še 100-200, ne, ki počasi izumirajo, ne, in se odseljujejo. In kjer potem za njimi ostajajo neka pogorišča,
In to v bistvu, ta proces je v bistvu zelo boleč, če si ti imaš neko vez do tega prostora, pa tudi če je nimaš, ne? Ampak če pa imaš neko vez, kot jo imam jaz, ali pa kot jo ima verjetno ogromno ljudi, je to opazovati, kako nek tvoj prostor enostavno izginja. Ne? In to ni duhovni prostor več, ne? To ni, pa čeprav je tudi to, ne? To je že zdavni mogoče izginjalo, ampak zdaj tudi fizično nek prostor izginja. Ne? Neki ljudje, ki si jih ti povezal s tem prostorom, jih je vedno manj. Ne? To je tisto, o čemer mislim, kar je mogoče najbolj moja Bosna. Ne? To je moj občutek te Bosne, ki jo je vsakič, ko pridem dol, manj. Ne? In jo je bilo seveda manj po vojni, je bilo, mislim, vojna je zreducirala že tako ali tako na minimum, ampak potem se samo še reducira. Ne? In to je v bistvu ta proces, ki ga potem leta in leta opazuješ in seveda prvo živiš. In ga moraš izpisati. Po vojni seveda misliš, da se bo to obnovilo, po vojni verjameš, da se bo ta svet začel obnavljati. Ne? In mogoče živiš neki dolg časa v tem upanju in mislim, da cela Bosna je živela v tem upanju dolg časa, da se bo ta svet, ki ga je vojna uničila, začel obnavljati. Ne? In mislim, da zadnjih 10 let, kar se je zgodilo, da so ugotovili, da se ne bo. Ne? Da se v bistvu ta obnova v resnici ne bo zgodila, ne? Da v bistvu je samo zavrla nek proces, ki se bo zdaj, ne veš, kje se bo ustavil. Ne? Tako da v tem smislu jaz mislim, da večina literature bosanske, pa tudi regionalne ali pa tudi svetovne literature, ki se ukvarja z Bosno, ker zdaj imamo tudi ogromno, bom rekel, bosanskih pisateljev, ki ne živijo v Bosni in ne pišejo nujno v srbo-hrvaščini ali katerem koli drugem varianti tega jezika, ne? Skratka, Saša Stanišić, Aleksandar Hemon in tako naprej, cel kup jih je. Ne? V bistvu pišejo ravno o tem, ne? V bistvu, na tak ali drugačen način se ukvarjajo s tem. Ne? Zdaj pa Marko Đorđić pride iz visokega, ne, po vsem tem, kar je doživel, in doživel je zelo veliko, preveč za enega mladega človeka, pride nazaj v Fužine in Fužine niso več iste. In Slovenija ni več ista. In potem pravi, da ne pašem jaz več jaz sem tu vanzemaljac. Džabe ti se, povsod sem vanzemaljac. Ampak na Fužinama mi gre to, da sem vanzemaljac res na kurac. Ne. Ja, tudi Fužine so se, Fužine so se blazno spremenile. Ne? Mislim, ne nujno na slabš, da se razumemo. Ne? Mislim, Fužine so danes eno zelo urejeno, prijetno naselje. Ne? Imajo dom za ostarele, tako zelo prijeten, imajo kolopark, imajo igrišča, imajo veliko zelenja, imajo veliko manj nekih ekscesov, če jih lahko tako pomagam, tudi veliko manj nasilja. Eno prijetno družinsko okolje, kjer večina prebivalcev je bodisi nekih mladih družin, bodisi nekih mladih upokojencev. Ne? In moram reči, da je tako dosti prijetno, ne? Ampak to ni svet Marka Đorđića. Ne? In tudi ne njegovih prijateljev, ne? Seveda, na katere naleti in so vsi nekako zafurali svoje življenja. Ne? In to precej na bolj radikalen način kot on. Ne? Ja, mislim, vsi so se zgubili, ne bom rekel. Ne? Vsi te, mislim, zato, ker sem se tudi v prvem romanu želel ukvarjati izključno z liki, ki so bili ujeti v to svoje čefurstvo. Nisem se hotel ukvarjati z zgodbo mojo ali pa mnogih mojih prijateljev, ki jih Fužine nikoli niso na ta način zaznamovale, kot recimo tvoj prijatelj in Benjamin Krnetič, igralec, ki bi te moral danes spraševati, ne? Pa je pač imel druge obveznosti. Ja, lepše obveznosti, ki je pravzaprav utelešenje vseh tvojih likov. No, njega je treba omeniti, no? Ker konec koncev je on tisti Marko Đorđić in še Jadran in še... Tudi Beno je recimo, ne, mislim, ko pa mnogi, ne, Beno je človek, ki v bistvu je seveda povezan s prostorom, kjer je odraščal, ki pa ga ta prostor nikoli v celoti ne determinira. Ne? Kot ti rečeš, Beno je to seveda on igralec, glasbenik, tekstopisec, ne? In šele potem je, ne vem, Fužinčan, Čefur iz Most. Ne? A je Most, ja. Okay. Skratka, načrtno se nisem ukvarjal s temi liki, ki jih je seveda večina na Fužinah, večina ljudi, ki je odraščala na Fužinah, danes po ničemer, če ti sami ne povejo, da so na Fužinah gor zase, ne boš vedel, da so. Ne? Vse živo počnejo, so na vseh možnih položajih. Ne? Skratka,
So bili ministri, so bili marsikaj, nismo imeli še predsednika vlade, pa upam, da ga tudi ne bomo imeli, ampak skratka, vse sorte so otroci s Fužin dosegali in mene pa zanimali tisti, ki se jih nekako ta prostor in to identiteta tega Čefurska v bistvu čist determinirala. In to seveda potem tudi 10 let kasneje na nek način jim je že takrat odredila neko pot in na njej v bistvu vztrajajo. In če do 18. leta niso bili Adi, Aco in Dejan sposobni se nekje iztrgati temu, se tudi potem nekako niso bili sposobni nekje svojemu življenju sami določati pot. Vsi v bistvu 4 te junaki so izrazito junaki, ki jim neke okoliščine določajo, ki jih vodi ki jih neka družba, neke družinske zgodbe, ki jih potegne za sabo in nimajo vse moči, da bi se temu iztrgali. A je to res to, da so oni, da se počutijo vsi pravzaprav ne kot tujci, ker je pač asimilacija nekako kar nemogoča, ali je tudi zaradi tega, ker prihajajo iz tega delavskega razreda in ne morejo zaradi tega prebiti? Sigurno je tukaj tudi ta delavstvo, neka revščina. Tudi vsi štirje v bistvu malo nimajo tega, to, kar v Sloveniji večina ljudi ima, tega safety neta, ki je pa družinski, tega neke širše zgodbe. Pač večina ljudi v Sloveniji ima takšno družino, neko infrastrukturo, ne samo materialno, tudi duhovno, skratka neka poznanstva, neke ljudi, ki jim pomagajo na njihovi poti, ko je treba zbrati šolo, ko je treba biti na pravem mestu v pravem času. Ni to nujno, da ti dajo službo sorodniki. Dosti včasih pomagajo z nasveti, pomagajo s tem, da ti približajo nek svet, da se ti počuti ta svet bolj tvoj. Da neka šola, v katero prideš, ni tako, kot je bila meni, gimnazija Beložgrad, popolnoma tuja. Nekdo drug je imel tam že brata, sestro, teto, strica. Ta šola je bila, kot meni igrišče na Fužinah. Skratka, v bistvu že samim tem v bistvu je ta svet marsikomu drugemu lažji, nekje sprejemljiv in lažje se v njem najde kot nekdo, ki v bistvu je že njegov starš v tem svetu popolnoma zgubljen. In vsi te v bistvu liki imajo zgubljene starše, ki potem še pač se nekje izgubijo, preselijo nazaj v Bosno, počnejo različne stvari. Tako da to je v bistvu ena taka stvar, ki jih vse 4 na nek način determinira. Ta zgubljenost, ki ni samo njihova, ampak je tudi ta podedovana. In zato je ta njihov preboj toliko težji, ker jih ni nobenega, ki bi rekel, saj ni tako težko, prid sem, ti bom jaz sam par stvari razložil, pa bo vse simpel. Koga volijo te ljudje? Je to tako kot recimo v Franciji, ki je ta Edouard Louis, to sem te spraševala že za sobotno prilogo Dela, rekel, da levica ne zna na pravi način nagovoriti delavskega razreda, iz katerega ta pisatelj francoski prihaja, in da zato volijo desnico, kjer jim da konkretno obljubo, ki je lahko populistična, ampak neke trdne temelje. Levica se pa z nekim jezikom, povišanim jezikom ne zna prilagoditi tistim, ki naj bi jih zastopala. Kako je s tem tudi pri nas, Goran? Ne vem, če hodijo na volitve, bom rekel, ne vem, če dajo svoj glas desnici, ampak sigurno pa je, da v bistvu, če gledamo, kdo so njihovi idoli, kakšni so, ta predvsem mačističen lik, ki je tukaj zelo močen, pač je jasno, da nek Vučić seveda lažje nagovori take ljudi in jasno je, zakaj Vučić ima to možnost, da neke huligane navijaške povleče za sabo, da mu sledijo, ker nekje uteleša neko to videnje nekega uspešnega, močnega moškega, takega iz ljudstva, ki se je dvignil, ki je bil tudi nekoč tak huligan, kot so bili oni sami. In jasno je, zakaj mogoče naša levica teži svojim vokabularjem nagovori. Ker tukaj mi skozi razmišljamo, kakšna sporočila dajemo, kaj govori levica, kaj govori desnica, ampak volitve niso, politika ni to. Politika dostikrat deluje na čisto enih drugih nivojih, na nekih
Govoriš o podzavestnih. Podzavestnih, govorici telesa, načinu, ne? Zato v bistvu zato je Linčič v parlamentu, ne? On čist na nek drug način doseže neke ljudi, ki jih verjetno noben drug ne more, ne? Z nekim svojim načinom, na katerega to posreduje, ki je njim blizu, ki gre čez vse, ki je poln prezira čez vse, in je to. Tukaj ni racionalizacija, on jih na nekem navoju nagovori in isto je bilo s Trumpom. Ne? Isto je s Trumpom, ki je a je on milijarder, ampak ta njegov primitivizem, s katerim je on in na nek način deloval blazno iskreno. Ne? In oni so mislili, da je človek iz ljudstva. Ne? In zdaj ne vem, če Janez Janša, če ima to, on ima nekaj drugega, on ima ta občutek velike krivice. Ne? Da se mu dogaja krivica, da se mu je zgodila, da so vsi proti njemu. To je zelo močno orožje. To je vse, kaj on govori, ampak ta občutek žrtve, ne? To, da mu je bilo odvzeto, ne? To, da je nekje prav nekdo napisal, mislim, da je eden od teh njegovih velikih ideologov, ne? Ta grozna levica ali ne vem kdo, ki je kriv za to, da je Janša bil samo 3-krat predsednik vlade. A obstaja še človek na tem svetu, ki je bil samo 3-krat predsednik vlade? Jaz ne vem, a je bil kdo 4-krat, ne vem, v različnih, ne za povrstjo, ne, ampak da je bil samo 3-krat izbran. Mislim, da zdaj ne bomo zašla, ampak... Ja, ampak hočem reči, zato to sploh nima več veze, kaj to racionalno pomeni, ker je to na nekem čist nivoju. Mislim, on nagovarja občutek ljudi, z nekih njihovih, ki se jim dogaja, ne vem, v avtomehaničnih delavnicah, da se jim dogaja krivica, v frizerskih salonih, ljudi iz nekih njihovih mikrookolj, to niti ni več nujno povojni poboji, pa komu so koga pobili. To je zdaj nagovarja občutek žrtve ljudi na vsakodnevnem, ne, v zakonu, in tukaj deluje. Ne. Svetka, to je, ne vem, če s tem nagovori te moje like, ne, ki pač jim je po moje Janša vsem recimo premal ta mačističen lik. Goran, zdaj te moram nujno vprašati, kaj pravzaprav pomeni ta občutek izkoreninjenosti, koga nagovarja ta tvoj roman, ne? Kaj sploh predstavljajo ljudje, ki se niso mogli asimilirati, priseljenci iz nekdanjih republik Jugoslavije, koliko je to sploh še politično ali pa družbeno-politično vprašanje danes. Ne? A se ne počutimo vsi v tem času izkorenjeni, oziroma ali ne prihaja, oziroma je že prišlo to, kar ti tudi nagovarjaš s svojimi filmi, še veliko bolj pereča problematika, begunstvo, ne, v Evropo. Zdaj imamo milijone ljudi, ki se bodo počutili popolnoma izkorenjeni in jim ne bomo dovolili asimilirati, oziroma se jim bodo dogajale še veliko strašnejše stvari. Vse tako, kot si rekla, vsi, ne, mislim, ne gre več sam za čefurje, ne, sej ta roman, jaz mislim, da ni več toliko niti o Slovencih pa čefurjih, niti se ne ukvarja toliko a priori s Slovenijo. Ker takrat, ne, pred 15 leti, ne, je to bil zelo pereč problem. Ne? Seveda, mislim pač ne, pred 15 leti smo bili pripravljeni o tem problemu govoriti, ker je pa pereč še pred tem, ne. Takrat smo že bili na korak v neko pravo smer. Zdaj smo se sicer obrnili, ampak smo se obrnili ne samo mi, ampak cel svet v neko napačno smer. Ne. In mislim, da pač v tem smislu izkoreninjenost nagovarja čisto vsakega izmed nas, ker je ta svet danes v bistvu ena sama izkoreninjenost. Ne. V bistvu razdrobil nas je na neke atome in vsak od nas, ne glede več na nacionalno pripadnost, na kakršnokoli svojo prepričanje, veroizpoved, mislim, se zlahka počuti izkoreninjenega, ne? Mislim, ker je to neka podoba današnjega sveta, ki jo seveda s temi migracijami, te migracije na nek način nekako uprizarjajo ta naš svet, kaj se z njim dogaja. Ampak mislim, da nekdo, ki se rodi v Ljubljani in živi in se ima za Slovence, lahko isto se počuti izkoreninjenega zaradi ne vem koliko različnih razlogov, ne? In tako na ta način, kot se počuti, ne vem, Marko Đorđić, ki pride nazaj na Fužine, kjer je odraščal. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da pač je izkoreninjenost v bistvu zelo aktualna tematika, ampak ne na tem čist nivoju čefuri Slovenci, ampak na nekem globalnem nivoju. Ne? Ker je recimo, tukaj pa smo že zdaj bližji temu
kar se nam trenutno dogaja, ker je ta epidemija nas pa dejansko zelo vidno te razlike med nami začrtala, ne, kjer v bistvu... Ne vem, povečala, ne? Te prepadi so se tudi povečali. Prepadi so se povečali, ker nas je dejansko postavila vsazga, prvi nas je ločila druga od drugih in nas v bistvu s tem utrdila v naših lastnih pozicijah, in ki so pa zelo specifične, vsaka po svoje. Ne? Vsak od nas je različno ogrožen, vsak ali je zdravstveno ali materialno, vsak od nas nekje dojema situacijo malo drugače, vsakmu od nas je ta epidemija na drugačen način spremenila življenje, vsak od nas v bistvu se s tem drugače sooča, ne? Mislim, eni imajo velike težave psihične, drugi jih nimajo toliko, drugi so nekoga izgubili, eni ga niso, ne? Drugim se zdi, da jih v bistvu to samo ovira, ne? Te stari, ki smo zdaj se vsi za njih bojimo, da sam ne morejo živeti svoje mladosti, da morajo študirati, ne morejo hoditi v šole, ne? Stari se počutijo, da jih noben ne zaščiti, ne? Da je čisto vseeno, oni umirajo ali ne? In to v bistvu samo, bom rekel, radikalizacija nekega procesa, ki je potekal že prej, ne? Samo zdaj je v bistvu, ko nas je pa še tako fizično ločilo, ne? Sam to še toliko bolj vidno in očitno, ne? In v bistvu je, ne vem, se lahko, če bi zdaj delali lokali, ne? In bi se sedeli različne družbe, ne? In bi začel hoditi po lokalu, od ene mize do druge, bi ugotovil, da verjetno za vsako je čisto druga zgodba o tem, kaj se nam dogaja, ne? In potem pač te zgodbe sicer na teh družbenih omrežjih malo trkajo med sabo, ampak pozicije pa ostajajo popolnoma različne. In to je zelo odvisno sam, s kom se najdeš, koliko je star, kakšno zgodbo ima. In to je, mislim, res je, težko je najti nek skupni imenovalec in v bistvu ga bomo mogli po koncu te epidemije zelo premišljeno iskati ponovno, ne? Da bomo spet neko celoto družbeno lahko vzpostavili, ne? In tukaj bomo rabili neko veliko bolj odgovorno politiko, kot jo imamo, ker mislim, ta politična razdeljenost, to je sicer sam na površini še samo dodaten problem, ne? To sploh ni osnovni problem, ne? Politika sam še to osnovni problem potencira, v bistvu bo pa mogla v prihodnosti, zato da bo družba normalno funkcionirala pri naslednjih krizah, pa čez vse krize, ki nas čakajo, v bistvu najti nek skupni imenovalec, ki ne bo zdaj ta nacionalni, ki je preživet, ne, ki nam ga zdaj ponujajo kot alternativo, pa ne bo funkcioniral, ne, ker ne bomo mogli kot nacionalna država, pač ne bomo mogli čez okoljsko krizo se prebiti. Ne. Goran, zdaj za konec pa sam mogoče malo lahkotnejše. Ne, ti imaš tudi ne samo dvojno, trojno identiteto, ne, ampak če ostanemo sam pri tej poklicni, ne, si pisatelj, si bolj filmar, ne, vse tvoje knjige so skoraj prišle na film, si mogoče najbolj od vsega igralec, ne, ker se tako globoko vživljaš v tako različne zgodbe. Ravno zadnjič sem gledala na televiziji Slovenija film Pirano in se mi je zdelo, kot da sem po tolikih letih gledala nov film. In ti moram zdajle iskreno čestitati tudi za ta film, za ta lika, ki sta ju upodobila Boris Cavazza, ne, kot Italijan v Trstu oziroma v Piranu, ne, med vojno, in Mustafa Nadarević kot Bosanec, ne, ki pride z vojsko in ostane v Piranu zaradi ljubezni. Skratka, tako pretresljivo narejena zgodba, da sem pomislila, ta človek je v resnici igralec, ki skreira zate, mislim, ki se vživi v toliko različnih likov, ne, da ne govorimo tudi o liku Nine Ivanišin, spravi, in jih potem še realizira sam. Ne. Ja, to sem ugotovil, da je kar naporno, ne. Da vse počneš in moja zadnja filmska izkušnja je bila, na nek način sem užival, ker sem prvič v bistvu bil samo režiser, ne, ker sem vzel scenarij, ki ga je napisal Tommaso Santi, ne, italijanski scenarist, in sem bil samo režiser in moram reči, da sem užival. Kolikor sem tudi prej užival, ravno to, kar ti praviš, ne ustvariti nek lik na papirju in ga pol, ne vem, s pomočjo igralca, kamere oživiti. Ne. Sem zdaj užival, da sem v bistvu imel like, ki jih je ustvaril nekdo drug in sem jih potem samo pomagal nekako nekje dokončati. Ne.
In da sem bil res samo režiser. No? Ampak ker je v bistvu to res, film je izrazito kompleksno. Ne? Sem tu zdaj Pirano za nazaj gledal, mislim, po večjih letih spet. Ne? In sem se čudil sam sebi, da se mi je sploh, da sem si upal na ta način tak film takrat snemati. Ne? To, mislim, tak film, mislim, to je tudi, ne vem, ko gledaš Špico, ko gledaš število likov, to veliko zgodbo. Prvenec. Ja, mislim, zelo predrzno, ne? Ja, sej mogoče, ja. Zato so bili očitki nekako, zakaj so dali nekemu mulcu, ne, takrat tako količino. Mislim, da pač, ampak verjetno, če ga ne bi takrat tega filma posnel, ne bi nikoli, ne bi imel, tako kot se mi zdi za moj drugi roman Jugoslavija, moja dežela, da ne bi, če ne bi takrat se vrgel v to temo, si nikoli pol ne bi več upal, ne. Takrat sem bil nekje prepričan, da to zmorem, ne. Zdaj bi imel veliko več dvomov, ne, ta vojni zločini, razpad države, vojna, ne, kako lahko jaz sploh o tem kaj povem, ne. Tako da mislim, na nek način vem, kljub temu, ja, kot si rekla, da niso vsi, posebej prostor ta Slovenije, ki je oddaljen od Pirana in od obale in od Istre in nekako mal ne da ne pozna ali pa ne da ne razume, ampak enostavno mu ni tako blizu vsa ta te različni sloji tega prostora, ne, ki ga to ne privlači, ne zanima toliko zelo, ne. Je bil dosti kritičen do tega filma oziroma ga ni tako močno pritegnil, ne, in ampak po drugi strani sem pa vesel, da sem sploh ga naredil, ker pravim, kasneje ga ne bi, mislim, kasneje bi napisal Figo, ne, ki je na nek način literarni odgovor na to, ne, mislim, ki nekje se dotika nekih podobnih tem, ne. Ampak ne vem, če bi se kdaj pol upal, ne. Verjetno takrat sem bil ravno prav neumen in ravno prav mlad in ravno prav predrzan, da sem šel to, ne, in ja, mislim, to ima vse svoje posledice, hkrati pa ja, je pa v bistvu film, ki ga drugače nikoli ne bi bilo in ki mislim, da v bistvu predvsem ljudem, ki živijo na tem prostoru, je že takrat pa tudi še vedno kar veliko pomeni, no, mislim, da jaz že takrat imam izkušnjo, da kjerkoli smo nekje prikazovali ta film v Istri, ali je ta bila Pula, ali je bil to tudi v Trstu, ali pa ne vem, tudi v Argentini so ga nekako začutili na en drugi, ja, seveda. Mislim, in tam so ga zelo sprejeli, ne. Tam v bistvu se noben ni ukvarjal, a je to vzorna nekje z detajli, ne. Tam jih je ta zgodba, oni so sami zapolnili vse, ne, in svojo zgodbo, ne, in vem, da mi je, ne vem, enkrat smo ga prikazovali v Pratu, ne, v Toskani, odkoder je glavni igralec, glavnih igralcev Francesco Borchi, pa ki igra tudi v tem filmu, v zadnjem, nekoč so bili ljudje, ne. Tako, in takrat je ena gospa prišla do mene in rekla, vi ste pa snemali na grobu moje mame, ne, ker je bila ona, seveda, hčerka ženske, ki je umrla v Piranu in potem je ona zapustila to mesto in se odselila takrat, ko so se vsi odseljevali. To je bila prav njena, mislim, na nek način njena zgodba in to teh ljudi, katerih zgodba je to, se je ta film v bistvu zelo dotaknil, ne bom rekel, in oni so ga vzeli za svojega in jaz sem to že takrat čutil in je bila popolnoma ena druga, popolnoma čustvena reakcija na ta film in ta film je imel neko drugačno zgodbo, ne, ni zdaj pritegnil, ne vem, 100,000 gledalcev v kino, niso mu pel kritiki hvalospeve, niso ga vabili na neke velike festivale, čeprav je bil, mislim, premierno prikazan na enem zelo velikem festivalu v Egiptu. Zelo zanimiva izkušnja je bila to. No. Ampak hočem reči, imel je pa, enim ljudem je pa ogromno pomenil, ne, in ga še danes z veseljem gledajo. Ne. In poleg tega je pa ta film, ki sem ga nazadnje posnel, na nek način se rodil na snemanju, nekoč so bili ljudje, je pač posledica Pirana, kjer sta pač igrala Muamer Kasumović in Francesco Borchi in sta se že takrat odločila po snemanju, ko sta se družila, nekje odločila, da bi pa nekoč nekaj še delala skupaj in potem sta ona dva v bistvu našla ta gledališki tekst Tomaza Santija, ga prepričala, da iz tega gledališkega teksta naredi filmski scenarij in ga potem v neki točki prinesta k meni. Jaz sem ga v bistvu pomagal prestaviti v Slovenijo oziroma na to tromejo Slovenija, Italija, Avstrija in smo ga potem 2 leti nazaj posneli
A bo prej prišel ven, nekoč so bili ljudje, oziroma bili so ljudje, Nekoč so bili ljudje, ali Đorđić se vrača? Ja, ne, Đorđić se vrača je že zunaj, ne, tako da jaz mislim, da film bo pa mogel počakati, da se kino odprejo, tako da... Kaj pa film, iz katerega snemanja si se nedavno vrnil? To bo dokumentarec o Eurobasketu, pa v bistvu zdaj je v fazi montaže, nekje snemanje je bolj ali manj zaključeno. In premiera je napovedana za 17. september 2021, to je sicer eno leto kasneje se bo zgodila od prvotne načrtovane. To bo 4. obletnica velike evropske zmage in Slovenija bo takrat še vedno aktualni evropski prvak in bomo na ta način lahko to zgodbo na nek način obeležili, ki je pač ena največjih zgodb športnih slovenskih. S katero se konča roman? Ki se seveda, ki verjetno, ne vem, je tudi ta film kriv za to, da sem jaz potem ta svoj Đorđića postavil v čas Evropskega prvenstva v košarki, ki se tudi dogaja v času Evropskega prvenstva v košarki 2017. Ampak pač Đorđić je bivši košarkar, meni to se na nek način zdelo logično. Je pa res, da sem pač to zgodbo mogoče zaradi tega filma veliko bolj poznal, ne samo tisto, kar smo gledali na platnu, ampak tudi ozadje. Konec koncev smo se mi pogovarjali čisto z vsemi akterji te zgodbe in zvedali marsikaj o tem, kaj se je tudi tu za kulisjo dogajalo. Nekaj od tega bo v filmu, nažalost ne more biti vsega. To je tudi za en nov intervju, se bojim, ker zdaj bom začela spraševati, pa mislim, da moram nekaj. Zdaj me pa to zelo zanima. Pri Đorđiću seveda jaz nisem nič takega uporabljal, ker pač se mi je zdelo, seveda Marko Đorđić ne more vedeti, kaj se je dogajalo za kulisjo. In sem zelo poskušal pa njegov pogled, ki je seveda zelo napačen pogled, ker on seveda do zadnjega prepričan, da Slovenija seveda ne bo nič naredila v basketu, ampak ravno to se mi je zdelo zanimivo, da se realnost pač gre kontra njegovemu videnju. To se mi zdi, da je pač tu nekje on najbolj posebej ta naš prostor, ki slepo ustraja v nekem popolnoma zgrešenem videnju stvari, tudi ko je toliko še dokazal, da ne razumeš več, kako lahko vseeno ustrajaš, ampak ustrajaš. In Marko Đorđić do zadnjega, do finalne tekme ustraja, da Slovenija ne bo nič naredila v basketu. In s tem se nekje tudi ta roman zaključi. Na srečo pa je bila realnost drugačna. Goran, res ti hvala. Đorđić se vrača, bo zdaj še v fizični obliki pod mojo blazino. Ne vem, če si bom upala še enkrat. Pozivam pa vse bralke in bralce, da se spustijo po tem roller coasterju, to bogano smrti, skoraj lahko rečem. In se srečamo nekje na Visokem ali pa v kakšni temačni ulici Fužin, ker literatura je pa res ena tistih stvari, ki združuje čisto na druge načine. Hvala ti, Goran. Hvala ti. Beletrina v živo.